Združeni arabski emirati morda vlagajo milijarde dolarjev v prizadevanja, da bi zadržali Iran na razdalji. Novo, še nepotrjeno poročilo trdi, da je Abu Dhabi sprostil iranska sredstva, ki so bila zadržana v emiratskih bankah, vključno s stotinami milijonov dolarjev v zlatu. Cilj je preprost: preprečiti nadaljne iranske napade. Emirati so junija zanikali zelo podobno poročilo, zato podrobnosti ostajajo nejasne. Toda ta trditev poudarja težavno ravnotežje Abu Dhabija med varnostnim partnerstvom z Washingtonom in grožnjo, ki je še vedno neposredno na drugi strani zaliva. Za več podrobnosti se nam zdaj pridružuje Giorgio Cafiero, izvršni direktor Gulf State Analytics. Giorgio, lepo, da ste z nami na i24 News. Še enkrat bom poudarila, to je poročilo. Toda če so bili denar in zlato sproščeni, da bi preprečili iranske napade, kaj si naj o tem mislimo? Je to diplomacija? Je to gospodarski vzvod? Je to v bistvu zaščitno plačilo Iranu? Ja, najlepša hvala. Res sem počaščen, da sem gost na vašem kanalu. Mislim, da je res pomembno, da poudarite, da gre zgolj za poročila. Uradniki ZAE teh podrobnosti niso potrdili. Če pa to drži, mislim, da bi morali to razumeti v kontekstu vsega, kar so Združeni arabski emirati letos doživljali v času konflikta. Ko govorite z ljudmi v ZAE, ena beseda, ki trenutno res najboljše opiše nacionalni cilj, je odpornost. Ker so neposredno ob Iranu in so na začetku konflikta najbolj intenzivno od vseh držav v regiji trpeli zaradi iranskih napadov, vemo, da je bil emiratski gospodarski model pod izjemnim pritiskom. Trenutno se Združeni arabski emirati resnično trudijo osredotočiti na zaščito pred grožnjami, ki jih Iran predstavlja za države GCC. In mislim, da tudi vodstvo v Združenih arabskih emiratih razume, da je prisotna izjemna negotovost. Ne vemo, kakšna bo smer ameriške zunanje politike v zvezi s to krizo. In zato mislim, skratka, Združeni arabski emirati izvajajo zunanjo politiko do Irana, ki pušča odprta vrata za sodelovanje, tudi v prihodnosti. Poskušajo zagotoviti, da bodo Združeni arabski emirati v prihodnjem obdobju še naprej relativno obvarovani pred iranskimi napadi. Potem, ko so se soočili s temi iranskimi napadi, ali Združeni arabski emirati še vedno verjamejo, da jih lahko Združene države zaščitijo? No, Združeni arabski emirati skupaj s 5 drugimi državami sveta za sodelovanje v zalivu se morajo soočiti z zelo težkimi vprašanji glede svoje nacionalne varnosti. Tako kot vse druge zalivske arabske monarhije, so se tudi Združeni arabski emirati močno zanašali na ZDA kot jamca varnosti. Očitno smo skozi to leto videli resne pomanjkljivosti ameriškega varnostnega dežnika in obstajajo. Veste, trenutno na območju zaliva potekajo številni resni pogovori, v katerih ljudje govorijo o diverzifikaciji odnosov, varnostnih odnosov, oddaljevanju od Washingtona, da bi postali veliko bolj avtonomni od Združenih držav in drugih držav. Turčija, Ukrajina, Francija, Kitajska, Pakistan. To so sile, h katerim se države sveta za sodelovanje v zalivu poskušajo obrniti, da bi postale bolj avtonomne od ZDA v okviru te širše agende diverzifikacije. A resnica je, da ni nobene države, ki bi lahko nadomestila Združene države kot varnostnega garanta in bi bila pripravljena to storiti. Zato mislim, da bo Združeni arabski emirati zagotovo še naprej krepil svoje tesne odnose z ZDA, kot tudi svoje vse močnejše odnose z Izraelom. Vendar pa Združeni arabski emirati zagotovo poskušajo čim bolj diverzificirati svoje varnostna partnerstva. No, Giorgio, poskusiva to poročilo uporabiti na Hormuško ožino, če lahko. Ker obstaja skrb, da če bi Iran in Oman vzpostavila nekakšen dogovor o prostovoljnih pristojbinah za Hormuško ožino, potem v bistvu bodo morale države Iranu plačevati te pristojbine, samo za varen prehod. Bi lahko eno prenesli na drugo? Je to verjeten izid, ko Iran poskuša uveljaviti svojo legitimnost nad to mednarodno morsko potjo? No, zagotovo državam GCC ni všeč ideja o učinkovitem iranskem nadzoru nad Hormuško ožino in ideja o zaračunavanju pristojbin ali cestnin. A hkrati, ko si voditelj zalivske države, nimaš druge izbire, kot da si zelo pragmatičen glede tega, kako ravnaš z Iranom.
In mislim, da v državah GCC obstaja razumevanje, da bo na takšen ali drugačen način učinkovit iranski nadzor nad Hormuško ožino. In to nekako postaja dejstvo, ki je posledica vojne, ki sta jo ZDA in Izrael konec februarja sprožila proti Iranu. In te države v ZCC, vključno z ZAE, bodo skušale po svojih najboljših močeh krmariti v teh novih razmerah. Vendar ni dvoma, da se morajo zdaj soočiti z Iranom, ki je vse bolj opogumljen in samozavesten. Giorgio Cafiero, hvala za odličen vpogled v to, kako države v zalivu trenutno iščejo ravnotežje. Cenimo, da ste se nam pridružili na i24 News. Vesel sem, da sem bil z vami. Najlepša hvala.